se predstavlja samostojno razstavo z naslovom Alohton. Alohton je pravzaprav opredelitev nečesa, ki je po izvoru od nekje drugje. Nekaj, kar je priseljeno s pomočjo človeka iz nekega naravnega okolja v nek drug prostor, kjer je primoran, da se do neke mere prilagodi. Ravno ta relacija med tujostjo in prilagoditvijo me je nekako najbolj okupirala, torej če rečem tujost, ki se prilega predobro oziroma prilagajanje, ki se prilega tuje. V svojo umetniško prakso bi najlažje razložila s tremi pojmi, in sicer objektno, tujost in madež. Delom je imanentna struktura madeža, ki s svojo neobjektnostjo preizprašuje dvojnost in nejasnost same objektnosti. V resnici gre za preizpraševanje relacije med subjektom in objektom, bolje rečeno relacije med telesom in objektom. S tem ne predpostavljam enačice telesa in subjekta, ampak telo razumem bolj kot nek nujen vmesnik, kateremu odtujenost ni tuja. Uporaba telesa je nepopolna v dojemanju svoje pozicije. Telo vsebuje določeno funkcijo delovanja, kar pa še ni zadosten razlog za njegovo sprejetje. Telo je oziroma ga razumem kot vmesno površino. V tem kontekstu imajo podstavki podobno funkcijo vmesnika, kjer podstavek ni le jasen razloček z okoljem, ampak je hkrati ločnica in hkrati povezava. Pravzaprav nekako vzpostavlja nujno mejo med. Kot rečeno, se ta tujost v podobah poskuša kazati na strukturi madeža, ki temelji na strukturi uhajanja, na način paralakse, kjer se ti objekt lahko kaže najprej kot neka domačnost, kot neka prepoznana zadeva, potem pa v naslednjem trenutku se izkaže kot nekaj odtujenega. Odnos vidnega deluje točno na principu uhajanja, nenehnega uhajanja. Sam vizualni aparat zahteva realnost glede na prepoznano, katera vedno vsebuje določene anomalije. In paralaksa je eden od primerov možnosti dojemanja oziroma zaznavanja že identificiranega objekta kot madeža, kjer pozicija gledanja iz dveh različnih kotov narekuje podobo, kjer se iz vsakega kota objekt kaže kot nekaj drugega, vendar gre vselej le za en in enak objekt. Torej, to je tisto, kar me nekako najbolj vpenja prikazovanje madeža v že znanem. Z omenjenim pa želimo izpostaviti tudi na dojemanje samega umetniškega dela, ki nujno že nekam spada. Umetniškemu delu se skozi zgodovinsko gledanje v simbolnem smislu do neke mere vnaprej določa pomen. Lahko bi rekla, da je dojemanje slike objektno, vnaprej določljivo, kanonizirano do te mere, da se ji določa, kam že spada in kam še ne more spadati. Podstavku je decidiran pomen glede na rabo, tako se tudi slike drži neka dodeljena predmetnost, kot na primer relikvija, ki sicer je posmrtni ostanek ali predmet, ampak nekako nosi določeno težo zgodovine.
Torej, objekti, ki se nakazujejo na slikah, so ali umetno skonstruirani ali so v odnosu z vsakdanjimi objekti. V osnovi si prizadevam reprezentirati videz, ki temelji na pojmu, ki ga poimenujem breztelesna objektnost. S tem imam v mislih pravzaprav materialnost, ki ni omejena na dojemanje objektnosti kot take, ampak se obnaša objektno kot odziv na akomodacijo. Ko smo si na primer zmožni objekt prisvojiti do takšne mere, da se prične alohtonost objektnosti kazati na način, da sama tujost postaja del telesnosti oziroma telesa. Torej, objekt kot predmet in objektnost kot že nekoliko drugačno dojemanje objekta, ki se zgodi v povezavi s telesom kot reakcija vezi med objektom in telesom. Točno ta nujna povezava ali stik z anomalijo, obratno bi lahko rekla prilagajanje. Torej, to je tisto, kar me najbolj zanima, kakšne so anomalije tujosti in pa prilagajanja. Slika, podstavek in podoba se v treh različnih materialnih predstavitvah trudijo simulirati antitelo. In antitelo je telo, ki se prilega drugim telesom na način nevtralizacije samega telesa. Lahko bi rekla, da se dela trudijo reprezentirati ujemanje, ki temelji na svojem neujemanju. Objekt izginja s prisotnostjo telesa in obratno, telo izginja s prebližino objekta. Torej, kje je ta meja, ki prikaže, da se pripoznano in prilagojeno kaže kot preobrazba, ki vedno znova opozarja, da prilagojeno ni nikoli uspešno oziroma je preuspešno. Razstava je nekako razdeljena na dva dela, ki se sicer povezujeta. Ta prvi del so bolj starejše slike, v glavnem prostoru so novejše slike. Pri teh zgodnjih slikah se mi je začela kazati ta struktura madeža, ampak boljše kot neka nejasna, mogoče romantična podoba, ki se je potem razvila v bolj oddaljeno objektnost.